Drage dame, drage mame, z nami nikoli niste same in kot vedno ste verjetno zdaj že pripravljene na to, da imamo in posebne teme in posebna doživetja. In eno izmed doživetij, ki jih jaz strašno rada počenjam, je branje. In odločila sem se, da še posebej izpostavim eno knjigo, ki je mene, čeprav me redko pripravila do solz, upam pa, da me tudi danes do solz ne bo pripravila naša gostja. Z mano je namreč Alenka Planinc-Rozman. Pozdravljena. Zdravljena. Alenka je mama 2 sinov, predvsem pa si ti tudi poslovni coach, ne? Se pravi, se ukvarjaš s takimi drugačnimi čustvi, ravnanji, človekovimi vedenji in vprašanji na dnevni bazi. Kaj je pri službi najbolj zahtevno in hkrati te moramo vprašati, kaj je najbolj zahtevno doma? Pri službi je zahtevno, kadar imam par dni zapored delavnice. In ker pač moje delavnice so take, da zelo dobro poslušam, ves čas poslušam in da uslišim vsakega, da peljem v tisto veliko sliko, ki jim moram pripeljati. Hkrati pa da ostane meni na koncu dneva še dovolj energije, da ko pridem domov, ker 2 skoraj 9-letnika, imate vedno dovolj energije. Si predstavljam. Tako da, doma stvari dosti dobro tečejo, bi rekla. Super. Niso pa tekle od začetka. Želja po otroku je prisotna v res večini žensk. Zgodi se prej ali kasneje, seveda pogojena s super partnerjem. In ko prideš do tega, življenje zna biti zelo polno, ampak nikoli ni čisto popolno, dokler pač ne pridejo otroci. Tebi je malo črte prekrižala prezgodna menopavza, kar pomeni, da po naravni poti zelo težko, da bi do tega prišlo. Ampak ker si ženska dejanj, si se odločila, da boš temu pač nekako vzela sile v svoje roke in potem sta se z možem spustila na eno pot, za katero si nista niti predstavljala, kako bo težka, polna vzponov, padcev in vsega nepredstavljivega. Kako se je vse skupaj začelo? Ko sem jaz ugotovila, da pač ne bom mogla roditi, po nekih poskusih pa sem si rekla, veš kaj, pomemben je, da se jaz ostanem zdrava. Tako? In seveda veliko je otrok, ki so sirote, dajva posvojiti. Seveda sem prvo mogla moža prepričati v to, ker on ima iz prvega zakona že 2 odrasla sinova, in pa sva se tudi za to odločila. Pa ko začneš, v tem si rečeš, si naiven, tako kot mogoče kakšne stvari, ki je ne poznaš, vse misliš, idealno bo šlo. In potem se je začela ta, bom rekla, res zanimiva pot, bi zdaj rekla na koncu. Seveda. Je pa vmes bila kar naporna. Je bila prava saga, In kako se je začela s tem, ko vidiš, da v Sloveniji ne boš mogel posvojiti. In potem rečeš, kje pa bi lahko. In sem jaz raziskala, kje je možno iz slovanskih držav. Sva ugotovila, da pač glede na najino starost bova prestara, da ne bova potem posvojila. Bom rekla, za najpravočasno in tudi za otroka, da nisi potem že preveč starša. In sem ugotovila, da Afrika pa bi bila tista mogoče možnost, ki se nam je v tistem trenutku zdela, da bo najhitrejša. Pa sva se malo zmotila, ni bila tako hitra. Zanimivo je, da tudi institucije, ki naj bi bile v pomoč, ki naj bi bile tiste, ki staršem pomagajo pri tej poti, vsaj po prebranem, so bolj kot ne dale vtis, da to bremzajo. Razumem, da imajo svoje pomisleke, ampak to, kar se je vama zgodilo, v bistvu je bilo kar neprijetna stvar. Meni je to od knjige ostalo v velikem spominu, sploh, ker v bistvu o tem doživljaju piše, govori mož, ki je kot moški tudi doživljal svoje strese s tem. Se ne bi zdaj hotela kazati na tem socialno delovko, ampak kaj se je zgodilo na tem centru za socialno delo, ki bi vama naj pomagal, da čim hitreje pridete do otroka? To so v bistvu različne perspektive. Jaz kot posvojitelj si želim, dajte mi čim prej. Jaz sem primeren, kot center za socialno delo ima svojo doktrino, razumemo. In to, kar mi opisujeva, je najina izkušnja. Lahko, da so druge izkušnje čisto drugačne. Seveda mi sem bila malo nestrpna, ker sva imela že otroka, da bi lahko ga posvojila. Niso pa imela papirja, da sva mi dva prava, da sva, bom rekla, dobila potrdilo, so ta dobra za posvojitev. In s tem sva v bistvu mogla kar nekaj diplomacije uporabiti, predvsem mož je bil dober v tem. Hkrati, bom pa rekla, sva si mogla biti drug drugemu podporo, da nisva rekla, dej, ne bova se več šla. Sva, moram reči, da že razmišljala o tem, da bi spremenila stalno prebivališče. Kar bi bilo veliko lažje? Mogoče se nam je zdelo, da bi kakšen center socialno delo drugače gledal. Ampak to je pač tista perspektiva, ko rečeš, kaj še lahko sam narediš, na kaj imaš vpliv.
Ja. Vidva sta tle koncu- res naredila veliko, ne? Pač kar je bilo v vajni moči, to in še več. Pa še vedno se ni vedno dobro išlo. Ne? Skoraj je že bila ena poteza z Afriko, ki pa se je izkazala v bistvu za prevaro, saj jaz sem to tako videla. Kako pa si to doživljala? Ja, to doživljanje je bilo zelo različno. V fazah bi rekla. Ne? Prvo, ko si rekla, da je v redu, fajn, imamo otroka. Ja, Gledaš ga že, ne, Ja. slika je tam, vse, on ti zagotavlja na drugi strani, da je to v redu, da je treba samo še to speljati. Hkrati pa tudi finance, ne, se to boli. Pa ne to po žepu, ampak boli v srcu, zato ker pač, žrtvoval sem vse, kar imam in pol na koncu se sanje razblinijo v nič. Ja, tudi mi dva sva rekla, da bova pazljiva pri tem, nekaj lahko tanka meja, kaj je legalno, kaj ni legalno. Ja. Imela sta pa pravilo, ne, da gre vse po legalni poti. Ja, in da ne bova plačevala za nekaj, kar pač nama je proti najnim prepričanjem. In iz tega sva potem, je bilo zelo težko, ko sva že videla, lahko bi otroka posvojila, pa nisva imela papirjev, potem sva imela eno drugo možnost, pa sva se mi dva sama ustavila, ker sva rekla, ne želiva posvojiti otroka, ki bo boln. Ja. Verjameva, da so ljudje, ki zmorejo to, mi dva sva pač rekla, da to nimava to znanje, nisva hotela posvojiti. Hkrati sva pač rekla, v slovensko okolje, ki bova pripeljala že temnopoltega, pa še bolnega, da ne veva, če sva kos temu. No. Biti iskren do sebe je v bistvu včasih kar najtežje, ne? Ampak čisto iskreno sta imela popolnoma drugačna pravila, kot se je pol izkazalo na koncu. Ne? Noro je, kam v bistvu gre s človeško srce, hkrati z razumom in kje so meje možnega. Ja, ko sva šla v posvojitev, sva si postavila nekaj, kar sva rekla, to naj bo vodilo, v to verjameva. Hkrati pa ne bom vse izdala, ne, tiste, ki boste prebrali knjigo, vse 3 stvari, ki sva jih povedala, vse 3 stvari sva potem prekršila. Na koncu ja, je bila ta, bom rekla, najtežja stvar, takrat, ko sva bila prepričana, da dvojčka, ki jih bo posvojila, sta zdrava. Ko sva prišla dol, je bilo čist drugače. Ne. Oba sta bila podhranjena, eden je imel malarijo in takrat je bilo res eno najtežjih odločitev, se mi zdi, v mojem življenju. In takrat, če ne bi bil Igor tisti, ki... Kot sam piše, zdaj bom pa jaz moral peljati ta voz ali pa ne bo iz ničesar več nič. Ne. Res je en tak ključen moment, zelo, zelo ganljiv, a ne sej smo še zdaj soze, ker to pa se spominjam, sem že kar nekaj časa nazaj brala knjigo. Vsekakor pa, vidva sta uspela, ne. To je zgodba s srečnim koncem in tudi ne omenjam, seveda, preberite knjigo, ampak te vse bolezni, to je preseženo, a ne tudi podhranjenost ni stvar, ki bi se lahko na dolgi rok do konca življenja pač kazala kot kakorkoli kvarno na zdravju otroka. Verjamem pa, da je bilo težko gledati, dobro, ne samo otroka, dokler si bila zraven, ampak pol, ker sta morala iti nazaj in te otroke pustiti v skrbi drugih ljudi, čeprav sta nekako že bila vajna, pa vendar še, kako je bilo pa to doživljati, biti tle, oni pa tam. Verjetno si kot mame predstavljate, kako je, če nimaš za eno popoldne otroka ali pa za en teden. Mi dva sva jih mogla pustiti za cel mesec in smo že vmes razmišljali, da bi jaz ostala. Hkrati pa sva imela veliko stvari za urediti doma. In takrat sva se skozi spraševala, kako sta dobila sva slike. Vmes sva dobila tudi eno sliko, da se je Iža, ki... Sorry, ker se smejem, ampak pač, grozljivo, ne? Smejem se v bistvu iz tega, ker je to taka stiska. Smejem se pa tudi pri srčnemu momentu, ker pač iz podhranjenosti v drugi ekstrema, ne? Zdaj sta končno prišla do hrane, ljudje so bili tam, ki so skrbeli za njo, hoteli so dobro poskrbeti, pa so jih dobesedno filali, zato da bosta dobro prehranjena in kako je bilo pa to sliko videti. Jaz, ko sem videla takšne obrazce, sem rekla, pa kaj jim delajo, ne? Hkrati sem rekla, ok, v redu, ne? Sita sta, gre vse v redu. Seveda, ko sta prišla domov, sem pač jaz brez drugačnih izkušenj, ne, z vzgojo otrok, sem si rekla, ok, 5-krat na dan bomo jedli, veliko zelenjave, veliko mesa, po mojem prepričanju, ne, rabijo otroci meso, tako da, ja, zdaj sta skoraj 9 let stara in se ne vidi bistvene razlike. Kar je seveda super, ampak takrat, ko si jo prvič videla, je bila pa razlika v razvojnih fazah, čeprav sta fanta dvojčka kar očitna, ne? Ja, takrat sta imela 6,5 kg po 7, ne. Ampak koliko sta bila pa stara? Bila sta pa skoraj let pa pol stara, ne. In meni je bilo res grozno, recimo, ko smo šli k zdravnici in je ona vzela kri, dobenega glasu ni bilo, ne.
tako da ona je, mislim, da sta stara 8 mesecev. Samo, ne vem, kdo je že rekel, ne, da otroci so kot rastline, ne, ki jih zaliješ, potem tudi dobijo vso energijo, zraste in tako naprej. Tako da zdaj, ko sta že skoraj 9 let stara, sta podobna kot vsi ostali 9-letniki, vrstniki, se pa vidi še med njima razlika. Tisti, ki se je znal tudi v začetku že kako bolj poskrbeti zase, pa vzeti še kakšno hrano od Ižakija, je tudi zdaj večji. Ne. Čeprav zdaj si vse delita, ni tako, da bi jemala drug drugo. Sta dobra prijatelja? Sta dobra prijatelja, zelo se imata rada in bo rekla, če je Žako tisti, ki je pač večji malo, ne, hkrati on vedno zelo pogleda tudi na druge ljudi, ali pa sovrstnika, jih je treba kaj zaščititi. Aha, sprejema tudi to vlogo. Ja, on je zelo to vlogo, ja. Še eno vlogo sta dobila in to je, da sta Afroslovenca. Kar zanimiva, ne, pa se je jasno, mi živimo v pretežno belski državi in zanimajo me tudi te izkušnje. Kako to doživljate vi kot družina? A je kaj težko v vašem okolju, ali imaš občutek, da je v redu? To je eno zanimivo vprašanje, ki mene tudi kar precej tare, zato ker bi rada svojega otroka vzgojila v eno tako družbo oziroma vsaj posameznika, ki bo znal na kakršnokoli drugačnost gledati z zanimanjem in radovednostjo, ne pa z neko sovražno pozo. Ampak vemo, da je v svetu marsikaj. Ja, bom rekla, odnos do tega, do različnosti v Sloveniji mi kar občutimo. Aha, okay. Hkrati čutimo neko sprejetost, lahko na načelni ravni, torej nihče ne bo šel v naš prostor, žalo, to ne slišimo. Hkrati pa seveda slišiš tudi med vrsticami marsikaj. Zdaj fanta slišita tudi že kaj. In najna naloga je, kako ona dva na to reagirata. Kaj jim lahko pojasnita. Moja izkušnja je, da seveda, če ti nekaj ne poznaš, te je strah do tega. Kar je tudi lahko čisto normalno in naravno. Iz tega. Tako da mi dva fante bolj učimo v to, kako bosta ona dva odreagirala, rekla, na neke provokacije, ali pa na neznanje, ali pa na strahove, ker verjamemo, da mi z nekimi našimi dejanji lahko pozitivno vplivamo. Na dejanja drugih nimamo kaj vpliva. Lahko bi rekla, da sta zelo dobro sprejeta na vasi, pač mi smo v nekem ruralnem okolju doma. Nimamo, bom rekla, bistvenih izzivov v tem. Ko so se pa zgodili, smo jim pa tudi že dali mejo. Smo tudi mi dva kot starša povedala. Zraven, kot odrasli osebi, ki lahko tukaj pomagata pri širšem dojemanju. Vse to je v bistvu zelo plemenita naloga, konec koncev, ki jo imata vidva kot starša in seveda tudi one dva kot odraščajoča Afroslovenca, ki bosta vstopala v ta svet in pač ga delala lepši in boljši. In hvala Bogu bolj pisana, če se smem tako izraziti. Jaz mislim, da v marsikaterem okolju se pojavi debata o tem, ker prideta ona dva zraven. In to je pozitivno. Jaz bi tudi rekla, in da s tem lahko pač mi odpiramo Slovenijo, pa ne odpiramo samo v različnosti barve, ampak različnosti mišljenj, talentov, vse to, kako mi sprejemamo drugačnost. Ne gre samo za barvo, gre za ostalo, kako res smo lahko odprti do drugih in jih pustimo živeti, kako oni razmišljajo, pa kakršnikoli so. Tako, kar pa v bistvu, kot si rekla, sploh ni nujno, da je vezano na barvo. Vezano na knjigo pa in tebe kot gostjo imamo eno rubriko, ki je zelo priljubljena in se imenuje Mama, pomagaj. Mama, pomagaj. Rubrika, kjer s pomočjo naših strokovnih gostov in gosti pomagamo odgovoriti direktno na vaše vprašanja. Mami pravi, z možem si res želiva otroka, razmišljala sva tudi o Afriki, ampak me je preveč strah prevare, da bi sploh poskusila. Ne morem pa se sprijazniti s prihodnostjo brez otrok. Kaj naj naredim? To pa, mislim, da si ti kar pravi naslov. Jaz mislim, da, ko si že prej enkrat rekla, moraš biti iskren do sebe in si reči, ok, to je tisto, kar je moja želja. Hkrati, če živiš z nekom, da to željo ustvariš, a je to skupna želja, a je to cilj. In se mi zdi, ključno je to, da imaš trdno partnerstvo ali pa trdno razmišljanje. In potem si rečeš, kaj so različne poti, da lahko imaš družino. Več možnosti je. Ogromno v bistvu. Vse to zdaj prečesati in se odločiti za sebe najboljšo, se vidiš. Tudi vidva sta imela neke odločitve pred sabo, pa je pošlo življenje drugam.
Kar je pa v bistvu tudi čar življenja. Ja, da v bistvu se vedno spreminjamo in prilagajamo. In pomembno se mi zdi to, da če rečeš nekaj si želiš, da najdeš svojo moč, vztrajnost in greš čez to. Ali pa rečeš v redu, si iskren, pa si rečeš, nimam več moči za to, pa tudi druga stvar, odločitve lahko. Hkrati se mi zdi res zelo pomembno, da si močen v svoji odločitvi in greš naprej. Jaz verjamem, da včasih nekdo reče, da je nekdo trma, zdaj v takšnih situacijah trma dobrodošla. Ja, verjamem, ja. Mislim, sploh ne gre za glavo skozi, ampak gre za to neomajno vztrajnost pač do svojega cilja, tako ali pa drugače. Ne. Se še vedno, da si rekla, lahko rečeš, ok, ne. Ja. Ne bo šlo. Pomembno se mi zdi pa tudi to, da ko se odločaš o takih pomembnih življenjskih stvareh, da hkrati pustiš tudi partnerju prostor za dihanje. In da ko se veliko stvari se dogaja, da imaš čas za pogovor, da imaš čas biti sam s sabo in da hkrati verjameš, da ko eden ne bo mogel, bo pa drug lahko. In v najni poti se mi zdi, da je bilo to ključno, da sva imela trdno partnerstvo in sva potem lahko zdaj srečna družina. Drži. In še nekaj doprinese tudi k sreči te družine. Vem, da se je sploh on zelo tresel, kar je hecano. Odrasel ogromen dec se še vedno malo strahom ozira na to, kaj bo rekla mama, ampak mene je tudi ta stvar v knjigi zelo ganila, ne? Kaj je mama rekla, njegova družina, za katero ona se je vedela, da kako bo polna raznih pomislekov in da niso naravno najbolj v skladu s tem, da bi pa zdaj temnopolti prišli kot otroci posvojeni v družino, pa je bilo v bistvu rešeno tako. Kako si pa ti to doživljala? Ja, jaz kot, bom rekla, partner, ves čas sem videla, kako je. Seveda mi je bilo jasno, da tudi Igor želi to sprejetost in da je mu pomembno, kako bosta v tem primeru potem dva vnuka prišla v družino, kako bosta sprejeta. Hkrati mi je bilo pa tudi to pomembno, da ko je Igor rekel, v redu, ne glede na to, kako bo moja mama, bom šel naprej. Ne? Kar pomeni, da bi sam neomajno svoje odločitve. Ja. Da pa bom rekla, sem hvaležna tudi Igorjevi mami, da je ob tem, ko smo to vse dali tudi v knjigo, da je ona dovolila, da smo dali to, ker je res knjiga je iskrena. Hkrati pa verjamem, da odpira s tem tabu teme, ko se spet, bomo rekli, v drugačnosti, kakršnakoli že je v družbi in v družini, ni vedno enostavno to sprejeti. In pač mi dva, bom rekla, skozi najno zgodbo to govoriva, vsak ima pa lahko svojo zgodbo, ki mu je lahko v potrditev, da spet, če si v stik sam s sabo, boš lahko tudi to dosegel in živel svoje življenje. Se ne zbujaš z mamo, ne? Zbujaš se s tistimi, ki ga imaš rad. Si jih sam izbral, tako in kot si sam naštimo. In ne samo to, jaz bi za knjigo rekla, da ni primerna samo za odrasle ženske mame, željne posvojitve, daleč od tega, ampak tudi v bistvu za družinsko branje. Ja, zanimivo je, seveda, ko smo z Mladinsko knjigo se pogovarjali, kdo bo tisti bralci, smo več ciljnih skupin videli. Me pa zdaj preseneča en tak odziv najstnikov, ki berejo to knjigo in da ob tem dva vidika, en vidik tudi sprejemanje drugačnosti, ki smo že večkrat danes rekli, drugo je pa tudi iskanje identitete. In bilo je zanimivo, da smo zdaj tudi ob sprehodih, ker smo veliko v naravi srečali eno socialno psihologinjo, ki je rekla, ja, vaša knjiga je primerna prav za dijake, ki iščejo identiteto in vi veliko o tem govorite tukaj. In seveda eden iz najnih vodil v knjigi je bilo tudi to, da bosta fanta vedela, odkot sta, da bosta ponosna na korenine, da bosta vedela, kateremu plemenu sta nekako pripadala in to je pač del identitete. Drži. In njuna zgodba je tukaj, prav tako tvoja, Igorjeva in še marsikatera. Željni dobrih zgodb, željni zanimivih gostov in seveda vsega, kar pride tudi od vas, pa smo tukaj pri Mama Mariji. Drage dame, drage mame, res nikoli niste same. Jaz pa vas rada imam, čeprav vas vseh ne poznam. Čau!